časovno smo zelo v redu, nadaljujemo pa kar naprej in v bistvu še vedno ostajamo pri drevesih oziroma krošnjah. Tako da naslednje predavanje imamo analiza časovnih vrst Sentinel-2 in PlanetScope za detekcijo krošenj na prisihajočem Cerkniškem jezeru. Košenj. Podobno. Ok, se oproščam za napako. Vse v redu. Torej, hvala za besedo. Ne bomo detektirali krošenj, ampak košnje. Gre pa za podobno analizo, kot je že Urša predhodno predstavljala detekcijo požarov na Krasu. Tu bomo analizirali košnje in sicer s posnetki Sentinel-2 in PlanetScope na prisihajočem Cerkniškem jezeru med leti 2017 in 2023. Ta raziskava je nastala v sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom, kateri so tudi izrazili pobudo, da bi ocenili, kakšna količina pokošenega jezera je bila v teh analiziranih letih. Torej, gre za območje, ki je izjemno značilno po poplavah, in sicer pol leta je prikrito z vodo, drugo polovico, ko pa ta voda uteče, prisahne, pa se na jezeru dogaja košnja. Košnja je ključna pri upravljanju travišč, in sicer za upravljanje travišč sta pomembna predvsem dva podatka, in sicer čas košnje in pogostost košnje. Zdaj, na prisihajočem Cerkniškem jezeru pogostost košnje ni problem, problem pa je čas košnje. Pogostost ne zaradi tega, ker se jezero kosi enkrat letno, zaradi tega, ker tudi voda omejuje ta pogoj, da bi se kosila večkrat. Čas košnje pa je odvisen od tega, od vremenskih dejavnikov, ker če kosimo ob nepravem času, lahko voda prehitro zalije ta območja in se obenem izgubi biotska raznovrstnost, lahko pa prehitro pokosimo in tudi vplivamo na biotsko raznovrstnost. Torej, Notranjski regijski park se že vrsto let ukvarja oziroma je tudi bil ustanovljen za spremljanje tega območja in so ugotovili, da do leta 2002, torej do konca 20. stoletja, je količina košnje na jezeru upadla zaradi različnih razlogov. Skupno kmetijsko politiko leta 2006 pa se je ta količina počasi postopno povečevala, vedno več skrbnikov zemljišč na jezeru se je odločalo, da ta travnik pokosi zaradi subvencij. Tako da potem so do leta 2020 se je količina te pokošenosti oziroma območja pokošenosti povečala spet nazaj na 80%. S tem, kako se kosi jezero, pa se izjemno vpliva na biotsko raznovrstnost na tem območju. Vemo, da spada jezero pod Naturo 2000 in da moramo biti tam še posebej previdni. Torej, cilj raziskave je bil, da za posamezno analizirano leto določimo, v kakšni meri so jezero pokosili, kdaj so ga pokosili in če lahko s satelitskimi posnetki olajšamo terensko delo, ker zdaj celo jezero je veliko, približno 3000 hektarjev, kar pomeni takšno območje, kot je pogorelo na Krasu, in da to prehodimo vzame veliko časa, tudi stroškov, zato smo želeli ugotoviti, v kakšni meri lahko pa to nadomestimo z neko preprosto analizo časovnih vrst satelitskih posnetkov. Torej, obravnavano območje je Cerkniško jezero na Notranjskem, leži na Cerkniškem polju in že Valvazor je v 17. stoletju napisal, naredil tudi prvo karto, da gre za izjemen čudež narave.
Privabil je v Slovenijo veliko znanstvenikov, ki so to območje raziskali. In sicer pestro je predvsem zaradi tega, ker pol leta je prikrito to jezero z vodo, potem pa voda počasi se umakne v podzemlje in na jezero se začne čas košnje, spravila sena. To pa se dogaja približno na površini 29 km, kar pomeni približno 4000 hektarjev. Zdaj uporabili smo dvoje različnih podatkov, in sicer oboji so optični satelitski posnetki. Prvi so Sentinel, gre za posnetke, ki v 13 spektralnih kanalih zbirajo podatke na površju v 10, 20 in 60 metrski prostorski ločljivosti. V tej analizi smo uporabili zgolj te najbolj podrobne 10-metrske podatke. Na Cerkniškem jezeru je tak posnetek dostopen vsakih 5 dni, če na območju ni prisotnega oblaka. Potem pa so tu še PlanetScope posnetki, gre pa za posnetke, ki se zbirajo na podlagi oziroma z miniaturnimi sateliti, ki jih je zdaj v vesolju že več kot 400 in so veliki približno 10x10x10 cm. Zbirajo pa prostorske podatke v 4 spektralnih kanalih oziroma po 2021 z novo generacijo v 8 spektralnih kanalih s prostorsko ločljivostjo od 3 do 5 metrov, kar pomeni, da se bolj podrobno zajema površje. Zdaj, specifika Cerkniškega jezera je tudi ta, da je tam so zemljišča zelo razdrobljena, in sicer zemljiške parcele tam merijo manj kot 10 metrov in v dolžino pa tudi več kot 500 metrov. Kar je tu že ena omejitev, da s podatki Sentinel sicer zajamemo takšno območje, če gre, včasih pa kakšno območje tudi sam zaradi te prostorske ločljivosti izpustimo. Kot sem že omenila predhodno, gre za optične satelitske posnetke, kar pomeni, da če je prisoten na posnetku kakršenkoli oblak, mi površja pod njim ne moramo videti oziroma tudi ne moramo analizirati. Zato se je v tej analizi večkrat pojavile so se napake, če so bili prisotni kje manjši oblaki, kot je na primer na tem desnem posnetku, da se je tak oblak zaznal kot košnja. Zato smo ta postopek prvič izvajali, in sicer lahko rečemo, da pol samodejno, zaradi tega, ker smo vsak korak sproti preverili, ali so podatki zanesljivi, oziroma če niso bili, tudi ročno iz analize odstranili. Ker govorimo o območju, kjer je delno prekrito z vodo, zdaj lahko tu na levi strani lepo vidimo, da območje, ki je svetlo modro, je bilo zalito še maja z vodo, potem junija pa se ta voda že v večji meri umakne in na obrobju jezera, ki smo ga zaznavali, se že pojavljajo košnje. Zaradi tega, ker imamo mi na območju prisotno še vedno vodo, jo moramo predhodno iz analize odstraniti, zaradi tega, da se na tem območju, kjer je prisotna voda, ne detektira kot območje košenj. Drug indeks, zato smo uporabili normaliziran diferencialni vodni indeks, ki se izračuna kot razmerje med zelenim in infrardečim kanalom, torej med razlikom in vsoto, in s tem odstranili vsa območja vode iz analize. Prav tako smo pa za detekcijo košenj uporabili normaliziran diferencialni vegetacijski indeks, ki pa nam kaže, kako zelena je vegetacija. In ko se vegetacija pokosi, spremeni odtenek zelenosti, na podlagi tega padca pa lahko mi zaznamo, evidentiramo, kdaj se košnja na območju pojavi. Torej, uporabili smo časovne vrste satelitskih posnetkov za vsako leto posebej, vse posnetke med majem in oktobrom, ker to je čas oziroma obdobje v letu, ko se košnje izvajajo, in analizirali smo s pomočjo metode Change Detection v programu ARGIS Pro, ki nam omogoča, da vzamemo posnetek pred dogodkom, torej pred prvo košnjo, naslednji posnetek, ki je bil zajet, in v tem času izdelamo masko košenj,
Potem pa letna maska košenj pomeni, da vse te maske košenj, ki so se v časovni vrsti sproducirali, si štejemo in dobimo končne rezultate. Zdaj, analiza stanja pokošenosti jezera nam kaže to, da je košnja na jezero precej čez leta spremenljiva, in sicer tu izstopata mogoče leti 2020, 2023, za 2023 vemo, da so bile poplave, tako da je ta košnja zelo pogojena od višine vodostoja na Dolenjem jezeru. Če je ta čez leto visok, se območje, ki je pokošeno, je območje, ki je pokošeno manjše. Lahko pa vidimo, na primer, leto 2022 pa izstopa, da se je jezero v celoti pokosilo, tudi ta notranji del, ker je bilo tudi poleti zelo sušno obdobje. 2021 mogoče na tem slajdu izstopa, to pa zaradi tega, ker 2021 so v Notranjskem regijskem parku košnjo spremljali tudi na terenu in so dobili sloj pokošenosti, na podlagi katerega smo mi lahko ocenili naše rezultate. Torej, dvoji različni podatki nam dajo tudi različne končne številke. Lahko smo ugotovili na podlagi teh primerjav, da so Planet Scope posnetki, ki imajo boljšo prostorsko ločljivost, bolj primerni oziroma na jezeru zaradi te boljše prostorske ločljivosti detektirajo tudi ožje parcele, ki se lepo vidijo na desni karti, in zaradi tega so se s terenskimi podatki ujemali v 90%, medtem ko tudi Sentinel-2 posnetki pridemo do 80% ujemanja, kar je kar dobro. Torej, prišli smo s to analizo do območij, na katerih lahko zanesljivo uporabimo satelitske posnetke namesto terenskega popisa. So pa ostala še nekatera območja, ki so manj zanesljiva, gre predvsem za območje Stržena, torej požiralnikov, kjer ponikne voda. Tam se, ko voda ponikne, so gola tla in jih je algoritem prav tako zaznal kot košnjo, ker gre isto za padec NDVI-ja. Potem tudi na območju, kjer je dlje časa prisotna voda, so težave pri detekciji košenj s satelitskimi posnetki ali pa na pašnih površinah. Torej, na večjem delu jezero od 80 do 90% pa lahko terensko delo praktično nadomestimo, olajšamo, mogoče tudi s tem zmanjšamo stroške in tudi čas terenske izmere. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Kakšno vprašanje? Ja, živijo. Mene zanima, kaj se da narediti, da bi še te, kjer so napake. Imate kakšno idejo, kako bi to zadevo rešili? Je to pač samo stvar samega postopka ali so tukaj kakšni pač stroški za tem, ki bi pač, če bi imeli denar, lahko to rešili? Kako je s tem? Mogoče bi lahko analizo, zdaj smo tu upoštevali samo 2 spektralna kanala, imamo na voljo še več spektralnih kanalov, ki nam te posnetki ponujajo, da vključimo še druge, tako kot tudi mogoče kakšno analizo strojnega učenja, globokega učenja, da zmanjša človeške napake. Lahko pa se tudi enostavno vključijo še drugi senzori, na primer radarski senzori detekcije. Še kdo? Jaz bi vprašal pa v bistvu čist zaradi teh subvencij, a so v bistvu te lastniki teh zemljišč, ko odvisni, koliko pokošijo in dobijo na podlagi tega subvencijo, a je vsak let isto, ne glede na to, ali oni pokosijo celo območje ali ne? Ne, v bistvu so subvencije pomenijo neko smernice upravljanja zemljišči in te subvencije, mislim, da imajo tam pogoj tudi, da kosijo po 1. avgustu. Tako da, če pokosiš po 1. avgustu, si zavezan, oziroma če si
se prijavil na pridobivanje subvencij in si zavezan, da pokosiš to območje po 1. avgustu, ga pač moraš pokositi, ker so kontrole. To gre zgolj za finančna izplačila. In ne glede na to, koliko je takrat možno pokositi glede na vodostaj vode, na višino vode, a ne? Mislim, da ja, ne glede na... Ok. Hvala. Hvala.